Bitcoin halving je mimo. Kaj sledi? Bomo imeli popravek, kot jih večina napoveduje, ogromno rast, na kar seveda ogromno ljudi tudi upa, ali bomo imeli polom? Pridružite se mi, da to razkrijemo skupaj. Smo na dnevnem grafu in če malček povzamem prejšnji video, smo govorili o tem trojnem vrhu tukaj in o tej podpori na 62 do 60 tisoč. Zdaj, kar se dogaja tukaj je, da ta konsolidacija se še kar naprej nadaljuje. Tukaj smo imeli od te podpore 60 tisoč še en manjši odboj in na to smo jo končno izgubili. No in kar zdaj delamo je, da testiramo tole podporo kot odporno cenovno linijo. Torej, prej je bila podporna meja, zdaj je pa odporna meja. Ni važno, če smo šli malo čez, še vedno smo v tem območju. Zdaj, tukaj se nam pri RSI morda dela tudi skrita medvedja divergenca, to je, ko imamo v gibanju cene vrh in nižji vrh, medtem ko pri RSI imamo pa vrh in vrh nekje na isti višini, čeprav tukaj vidimo, da za lasek morda še nismo tam. Ta divergenca je precej bolj očitna, če pogledamo 12-urni časovni interval. Tukaj pa vidimo, da je kar precej očitna, torej imamo vrh, nižji vrh v gibanju cene, medtem ko tukaj pri RSI pa imamo vrh in celo višji vrh, višji naslednji vrh pri RSI. Tudi stokastik RSI se je prekrižal in kaže momentum navzdol. Tako da, ja, glede na to bi mi lahko pričakovali zavrnitev od te meje zdaj in nadaljevanje padanja. In seveda, če pademo, nas čaka tale meja 50 tisoč. Ampak, s to konsolidacijo se je zgodilo še nekaj zelo zanimivega. In tukaj pa vstopi v igro bikovski scenarij. Če pogledamo malček natančneje, lahko vidimo, da imamo s to konsolidacijo, oziroma da s to konsolidacijo delamo en lep kanal, ki se pomika navzdol. In če pogledamo še malček bolj levo, vidimo tukaj, da imamo lahko drog. Kar to pomeni zdaj je, da dobimo ven bikovsko zastavo. Preboj zgornje meje te bikovske zastave bi seveda pomenil nadaljevanje rasti. Trenutno tukaj vidimo, da smo se prebili točno od polovice naprej, zdaj zgornjo mejo imamo pa trenutno na tam nekje 70 tisoč. Moramo tudi upoštevati, da se iz dneva v dan spušča. Zdaj, če se ta bikovska zastava prebije, potem, ja, Bitcoin gre lahko tudi preko 100 tisoč. Saj veste, težko pričakovanih 100 tisoč, vsi pišejo o tem, vsi res težko pričakujejo, vsi napovedujejo to zelo znano številko, zelo okroglo številko. Ampak, trenutno me malček moti tale zavrnitev tukaj, kot vidimo se tudi na dnevnem časovnem intervalu stokastika RSI križa navzdol. Tudi nimamo nobene bikovske divergence, vidimo tukaj dno v gibanju cene, nižje dno in tudi RSI ima dno in nižje dno. Imamo pa skrito medvedjo divergenco na nižjih časovnih intervalih. Tukaj na dnevnem bi malček težko rekel, da jo imamo, no za lasek nam mogoče zmanjka. Ampak to sem jaz sem itak čisto preveč pikolovski. Zdaj, zaenkrat sem jaz bolj na medvedji strani, to pa bolj zaradi višjih časovnih intervalih. Če na primer pogledamo mesečni časovni interval, pa bom jaz zdaj tole zbrisal, da nas ne bo motlo, bomo že postavili nazaj, če bomo potrebovali. Tukaj vidimo, mesec april je bil rdeč in ne samo to, naredili smo bearish engulfing svečko. To je svečka, katere telo, torej ves ta velik debel rdeči del, je večji od telesa prejšnje svečke in bi s svojim telesom lahko zaobjela prejšnjo svečko. No, temu se reče bearish engulfing svečka. Ampak stvar pri teh svečnih vzorcih je, da potrebujejo potrditev. Torej, da se potrdi padec, ki ga ponavadi napoveduje ta svečka, potrebujemo
oziroma mora biti tudi naslednja svečka rdeča. Če to ni, potem se tale vzorec invalidira. Tako da vsekakor vse oči na tole dogajanje tukaj. In glede na mesečni graf imamo tudi tukaj eno podporo na okoli 42.000. Bom tole kar označil, da si bo lažje za predstavljati. Pa pojdimo še eno stopnjo višje, tudi dvomesečni graf ne izgleda ravno najboljše. Tukaj smo mi naredili Gravestone Doji svečko. To je svečka, ki ponavadi izgleda kot narobe obrnjena črka T, ki ima zgornjo senco kar precej dolgo in veliko, spodnjo senco pa ali je nima ali pa je zelo kratka in skorajda nič telesa. Kar ta svečka pomeni je, da so se tukaj našli prodajalci, da so bili kar močni in to lahko tudi pomeni preobrat v trendu. Ampak kot pri vseh svečnih vzorcih, tudi pri temu rabimo potrditev. Torej, naslednja svečka mora biti rdeča in šele to bi potem pomenilo nadaljevanje padanja. Ima pa ta svečka, ki jo zdaj imamo še kar nekaj časa, da se lepo naredi, imamo koliko 1 mesec in 23 dni. V tem času pa vemo, se lahko zgodi marsikaj, ampak je pa treba biti pazljiv. Kot vemo, velja pravilo za mesec maj, to je sell in May and go away. Tako da, kaj je treba spremljati? Vsekakor to dogajanje tukaj in pa tudi na dnevnem časovnem intervalu, kar smo tukaj izpostavili, pa preboj tegale padajočega kanala, ki ga bom še enkrat izrisal, ker sem ga prej zbrisal. Tako, da še tukaj malo podaljšam, zato da zaobjamem vso dogajanje notri. Torej, biki morate vsekakor spremljati preboj zgornje meje tega kanala, če pridemo slučajno do tam gor, ker kot smo izpostavili, ta kanal je lahko del vzorca bikovske zastave. Medvedi pa morate spremljati tukaj, tole možno zavrnitev in pa preboj spodnje meje tegale kanala. No, na tem mestu se moram zahvaliti še vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tegale kanala. Če bi morda želeli postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In seveda, v zameno za podporo, dobite dostop tudi do dodatnih vsebin. S prvim paketom dobite dostop do mojega dnevnika tehničnih analiz, kjer ne analiziramo samo kripto, ampak tudi žlahtne kovine, delniški trg. S paketom višje pa dobite dostop tudi do Discorda. Tam skupaj spremljamo tudi kripto na manjših časovnih intervalih, tudi delimo med sabo informacije, si podajamo mnenja. Tako da ja, smo se zbrali kar lepa skupinca. Poleg tega pa imajo patroni tudi dodaten popust na moji spletni trgovini. Kar so vložili preko Patreona do časa nakupa, lahko uporabijo kot dobro imetje. In nekateri lahko tako celo nakupujejo zastonj. In ko smo že pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati. Tam je že kar nekaj indikatorjev. Imamo naprednejši RSI, naprednejši MFI, kjer je v bistvu skupek indikatorjev. Je več indikatorjev združenih v enega. Imamo tudi RSI in MFI, ki se prikazujeta direktno na svečkah. In ne smemo še pozabiti na ARI, to je indikator, ki sem ga kompletno spisal jaz sam, prikazuje pa, kam na kriptotrgu se pretaka denar. In vam tako rekoč lepo mapira, ali se denar pretaka v Bitcoin, ali v altcoine, ali v stablecoine. In če bi želeli še morda kakorkoli drugače pomagati kanalu, so spodaj v opisu in pripetem komentarju tudi povezave oziroma affiliate povezave. Pred kratkim sem sklenil tudi partnerstvo s Cryptomat menjalnico, ki ima izredno dobro platformo in je fokusirana na začetnike. Tako da, če si slučajno kriptozačetnik, ti vsekakor priporočam Cryptomat menjalnico. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali do konca. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. In seveda vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Zdaj pa mene zanima, kaj si vi mislite o tej kriptoanalizi. Se strinjate z njo, se ne strinjate z njo? Ste morda vi opazili kaj drugega? Vaše mnenje me vsekakor zanima, tudi če je nasprotno. Kot zagotovo zanima tudi vse druge, ki spremljajo ta kanal in se še učijo o vsem tem.
Tako da kar napišite spodaj pod komentarje, pod videom in z veseljem bom tudi podebatiral z vami. No in kaj sledi naprej? Tukaj na tem kanalu redno spremljamo ceno Bitcoina, oziroma gibanje cene, da se pravilno izrazim. Še predvsem bo zanimivo gibanje zdaj po halvingu. To je bil prvi halving, pred katerim smo doživeli all-time high. Kaj se bo zgodilo zdaj? Poleg tega bomo spremljali tudi druge priljubljene altcoine. In povrh vsega bomo razkrivali še dodatne obetavne kriptoprojekte v sodelovanju s cryptonews.com. Tako da ogromno vsebin bo, da jih pa slučajno ne zamudite, je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novih videojih takoj tudi obvestil. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.